vodnih tokov, ki povezujejo poti iz in v Brda, Vipavsko dolino in Kras, proti morju, proti Alpam, proti osrednji Sloveniji. Zgodba v barvah rumenega sonca, zelene Vipave in temno-rdeče Jarine. Vesel sem, da je danes ta dogodek se odvija prav tukaj na Cerju, da ste zato izbrali Cerje, v tem pomniku miru, ki ima veliko sporočilno možnost, kar se tiče zgodovine, ima pa tudi veliko energije, kjer se ustvarjajo nove ideje. To, kar vi danes počnete, je nekaj, kar se zdi velikrat v Sloveniji skoraj nemogoče. To je pa sodelovanje, povezovanje. Turizem je ena od tistih panog, ki jih je korona zdaj najbolj dala. Zato je to, kar danes počnete tudi iz našega vidišča države, tako zelo pomembno, ker naše prognoze so, da nekje 3 do 5 let bo trajalo, da se turizem ponovno opomore. In samo tisti, ki boste prav aktivni in tisti, ki boste iskali rešitve, ki se boste znali povezvati, boste iz te krize prej išli, tisti, ki pa prej izide iz krize, ima pa seveda prednost pred ostalimi. Tako da jaz vam v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v imenu ministra Zdravka Počivalška, seveda v svojem imenu želim veliko uspehov, dobrih zgodb in pa čim več zelo zadovoljnih obiskovalcev, ki bodo seveda potem naprej povedati, da morajo ljudje prijeti v vaše kraje. Še enkrat čestitke. Hvala lepa gospodu Zajcu. Čas je, da gremo k vsebini, zaradi katere smo danes tukaj. Lahko rečemo, da je to prva skupna trženjska akcija povezovanja 3 regij, ki jo sestavljamo, ki smo jo zasnovali v skupnem interesu in skupno željo po sestavitvi velike slike v 5 destinacijskih organizacijah, in sicer Ora, Kras in Brkini, Javni zavod za turizem Trg Vipava, novo ustanovljeni Javni zavod za turizem Vipavska dolina in Nova Gorica, ZTKMŠ, to zna gospod Mužič povedati, ŠM Brda, ja, in turizem Miren Kostanjevica, destinacijske organizacije, ki imamo namenska sredstva in znanje, da te vizije uresničimo. Hkrati smo pa predstavniki 3 vodilnih destinacij po sedanji strategiji slovenske turistične organizacije in seveda povezujemo to, kar je najpomembnejše, 3 najbolj žlahtne regije. In če smo vse to naše sodelovanje do zdaj razumeli bolj kot sofinansiranje nekih skupnih dogodkov, na katerih smo še vedno promovirali zgolj vsak svoje paradne konje, tokrat prvič sestavljamo skupno povabilo v Brda, Vipavsko dolino in Kras. Torej, zakaj povezovanje? Kaj pomenijo 3 žlahtne regije in 3-krat več doživeti? Zagotovo imamo združeni največ vinarjev uvrščenih na svetovne top lestvice. Imamo največ Michelinovih zvezdic in krožnikov in še drugih nagrad za vrhunske kuharske šefe. Imamo največ zlatih in srebrnih green znakov, največ okoljsko certificiranih ponudnikov turističnih storitev. To so merila kakovosti zunanjih, v svetovnem merilu priznanih parametrov, to, o čemer je prej govoril tudi gospod Zajc. Brda so evropska destinacija odličnosti, Miren Kras, best evropska praksa leta 2020 na področju zelenega turizma. Imamo največ UNESCO znakov, imamo največji teritorij pod Naturo 2000 in zagotovo največ biserov slovenske, kulturne, naravne in zgodovinske dediščine. Nikjer na svetu ni takšnega bogatstva na tako majhnem prostoru. No, naš glavni cilj je bil seveda se povezati in našim gostom ponuditi, pokazati, da spoznajo naše bisere, seveda z velikim poudarkom na naših znamenitostih, naši bogati, naravni in kulturni dediščini. Praktično bom rekla, ne samo naše 3 regije, naše 3 destinacije, cela Slovenija jih je polna. Seveda, vse destinacije smo med sabo zelo raznolike in seveda prav zaradi tega zelo bogate. Kot drugo pa smo seveda izpostavili tudi našo gastronomsko ponudbo, seveda s poudarkom na žlahtni kapljici, na najboljših vinih, ta vina, ki zaznamujejo 3 vinorodne okoliše.
V Brdih že nekaj let, bom rekla, stavimo na našo avtohtono sorto rebulo, Vipavska dolina zelen, Kras pa seveda rdeči teran. To so, bom rekla, tudi na nek način ta glavna vodila oziroma glavne atrakcije, katere smo potem na nek način združili tudi v celostno grafično podobo. Seveda pa smo se odločili, da bomo vse te naše znamenitosti povezali v brezplačna vodenja, katera bomo ponudili našim gostom, in pa seveda brezplačen kozarček teh treh avtohtonih vinskih sort. Prav Nova Gorica kot mesto in urbano središče naše destinacije Vipavska dolina predstavlja stičišče treh vinorodnih okolišev. Vseh teh treh vinorodnih okolišev, treh destinacij, se pravi Vipavskega, Kraškega in Briškega. V naši ponudbi imamo Kostanjeviški samostan Nova Gorica, kjer imamo zgodovinsko grobnico Bourbonov in je res dobra stvar za pogled in tudi mislim, kot je že predhodnica rekla, da marsikateri Slovenec tega še ni videl. Imamo unikum Trg Evrope, kjer lahko obiskovalec z eno nogo je na eni strani meje, z drugo nogo na drugi strani meje, in poleg Trga Evrope muzejsko zbirko Korodvor, kjer je krasna zgodba od leta 1945, do kjer smo podrli pač meje 2004 predstavljena. Pilonovo galerijo v Ajdovščini, ker bi lahko vsi tisti, ki in umetnost blizu videli razstave, znameniti Vipavski križ in Obrtniško-kovaški muzej Lukovec. Kampanja, oglaševalska kampanja danes ni dovolj, da je grafično popolna, da ima slogan čudovit, ampak temelji na tem, kar danes to dokazujemo, je povezovanje in sodelovanje. V samem začetku, ko so nas povabljeni, čeprav smo bili zelo na koncu povabljeni, smo mi v roku 24 ur prejeli čudovit odziv strani ponudnikov. Torej, spalne kapacitete niso pomislili niti pakrat, da ne bi pristopili zraven. V Vipavi smo se odločili, da bomo predstavili 4 tematske poti. Vipavo verjetno poznate, da so tudi slovenska Benetka, ki je obdana z vodo. Torej, ponudili bomo mostove Vipave, v Vipavi imamo preko 20 mostov, ponudili bomo voden ogled dvorca Lentini in Vinarskega muzeja, kjer so predstavljene tudi Brda in določene stvari tudi z Briškega vinorodnega okoliša. Ja, v bistvu rdeča nit vsega danes je povezovanje, jaz bom zdaj tudi začel, da tudi uradno zdaj pokrivamo turizem na Krasu in Brkinih, ter smo se uspešno povezali in v povezovanju smo zdaj se z veseljem združili tudi Vipavski dolini in Brdami, da peljemo skupaj to akcijo. In še naš mali miren Kras z 3 največjimi znamenitostmi, ki jih seveda tudi ne sme zamuditi najmanj vsak Slovenec. Pomnik miru z zgodbo o popotovanju slovenskega naroda od vstopa v zgodovino z brižinskimi spomeniki preko vseh kriznih obdobij in vojn do pridobitve lastne države in svetlega pogleda v prihodnost, takšno kot jo gledamo tudi danes. Mirenski grad, duhovno središče, ki pomeni danes predvsem neko oazo odklopa od urbanega, vsakdanjega, prenatrpanega, z bogato dediščino, poslikavami Toneta Kralja in tako naprej. In seveda drugo svetišče, ki ga prav tako ne bi smel zamuditi noben Slovenec, to je galerija v domači hiši našega največjega umetnika, industrijskega oblikovalca Oskarja Kogoja. Povabilo je skoraj da ganljivo za mene, in kaj ne rečem, spoštovani prijatelji. Ko je nastala občina leta 15 v prejšnjem stoletju, sigurno sem upošteval besede, ki mi jih je rekel in nikako mi jih podal dolgoletni predsednik skupščine Nove Gorice, Rudi Šimac. Rekel je to: veš, Franc, da ne boš to občino vodil kot neko krajevno skupnost. No in Janeš, kako ve, da ko je bila pri nas in tudi aktualna direktorica, resnično dajemo velik poudarek na turizmu. Tudi mi je bilo ganljivo, ko ste imeli v začetku napisano Brda,
Vipavska dolina in Kras, tudi to mi je več kot fajn, ker vem, da edino, če podamo roke in damo glave skupaj, verjamete, smo lahko uspešni. Vsi skupaj verjamemo, no, da je ta slovenska generalka ena priprava na eno večjo predstavo, ki jo bomo zasnovali za svetovni parket.